Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ponedeljkovo jutro na valovih Radia Sora bo danes klepetavo in glasbeno obarvano. V našem studiu namreč pozdravljamo Jožeta Potrebuješa, ustanovnega člana Čukov ter glasbenega ustvarjalca, ki se podpisuje pod vse hite Čukov in še številne glasbene uspešnice drugih izvajalcev. Jože, dobro jutro in dobrodošli spet v našem studiu. Kako ste? Živijo, Jana, zelo v redu, za tole uro pa še sploh v redu. Ja, kaj to pomeni, da ste imenu primerno, torej kot čuk, bolj nočna in ne jutranja ptica? To bi sicer po vseh biologijah, ki smo se jih v osnovni šoli učili, mogli tako biti, ampak že mnogo let ni več tako, ker se še s kakšnimi drugimi stvarmi v življenju ukvarjam in je treba, pa tudi če ni treba, jaz zjutraj kar rad ustanem tam okoli od 6:30 do 7:30. In tako je bilo tudi danes. Kakšna je potem tista jutranja rutina? Kavica v miru, zajtrk v miru ali je takoj akcija? Jaz sem pa take butaste rutine. No, ene parih niti ni toliko butastih. Najprej v kopalnici naredim vsako jutro 100 trebušnjakov pa 100 sklec. To je za dobro jutro. Potem vsako jutro, odkar sem iz vojske prišel, zajtrk pojem. Pa tudi, če grem včasih ob 4 zjutraj od doma kam, to vedno. Potem pa vedno, ampak razen, če so take razmere, ki so danes, ki sprot zmrzuje, ker je tudi pri nas -8 stopinj, vedno na roke zmrzlo vodo operem avto. To je ena taka čudna rutina, ampak danes ga priznam, nisem, je bilo le premrzlo in bi voda, ki sprot zmrzuje. Ja, bi bila kriva voda ali dejstvo, da ga perete v škornjih pa v gatah, če sem prav prebrala? To je bilo pa samo parkrat, če se res toliko mudi, veš. Ampak kaj je hudo, ne? Hudo je to, mislim hudo, nič ni hudo, ampak fora je v tem, da jaz živim tle na cesti od Dobrove proti Pohovom Gradcu in to tako v eni naselju Gabarju in mimo se pelje res tako na stotine kolesarjev. In jaz ponavadi avto perem, ne ponavadi, nikoli ni, da se ne vsaj en ustavil. A veš, kolega, lega, a si ti Jože, a veš, in pole zvedno debata, a tle pa ti živiš, eni se veda vejo, eni pa ne. In polej se med tiste, jaz drugače to 7 minut imam jaz normo za avto od zunaj uprat, ampak to se vedno razvleče pol na 12, 13, 15, pol ure, kukar pač se mi lih ful mudi. Se je pa res že zgodil, da me je enkrat dobil en kolega v gatah, v gatah pa v ormerih škornih, tista je bila malo huda, ja. No, še dobro, da se danes niste lotili pranja avtomobila, da bova lahko celo uro klepetala o čukih in vašem delu, pa morda tudi o tem, da januarja kar 3 čuki praznujete. Če me spomin ne vara, je bilo to o dobrem tednu, a ste se že sestavili od vseh žurov pravzaprav? Ja, res je, zdaj smo že sta hudga ven, kar se rojstnih dni tiče. 3 imamo in sicer jaz sem 20. januarja, 26. ima Matjaž, z Vrhnke moj bratranc in pa Škofje Ločan, Jernej ima pa 27. Tako da je praznoval zdaj na Krvavcu na Špilu in so mu pripravljali z Krvavca Jani in njegova ekipa so mu res pripravili ful lepo presenečenje, oziroma ne samo njemu, kar 3 torte so spekali in zdaj pa sramota, res prej sem Jani povedal. In smo, glede na to, da se nam je pol ful mudil, ker smo mogli jeti v Stožce na predstavo Bizovičarja, tista slovenska muska, sploh jaz, ker sem neki tudi kao sodeloval in smo torte gor pozabili, tako da bom zdaj šel gor jih iskat, priprav se Barbara in ekipa, jaz po torte pridem, da jih niste slučajno že pojedali. Ja, če ne, bojo pa še enkrat zastavili, nič hudga. No, sicer pa ste vi kar konkretno zastavili letošnje leto, ne samo s praznovanjem rojstnih dni, ampak tudi s prvim komadom, ki je izšel, ne vem, kakšno sekundo čez polnoč. Jože, zakaj si je človek naredil delo še med prazniki, ne? To je pa večplastna stvar in sicer ena pesem, pri meni tako pesmi ponavadi kar dolgo cajta se pečejo. Tlele je pa prišlo do tega, da sta moja hčerka Petra, ta starejša hčerka, ki ima tudi zelo rada glasbo in tudi sicer na mnoge načine sodeluje pri mojem delu, tudi ko sem oddaje snemal, pa te stvari je veliko sodelovala, in pa Jasna Koljaj, s katero sva dobro leto nazaj
napisala besedilo za tisto znamenito Avsenikovo bolho. Sva pa že prej tudi sodelovala skoraj desetletja, lahko rečem, pri raznih oddajah, kot so pri Črnem Petru na zdravje in tako naprej. Ste one dve zastavljeni besedil, pa Petra je melodijo naredila, ki je meni bila zelo takoj všečna. Potem smo jo pa skupaj do konca dokončali in smo prišli na idejo za to pumpo, ki je nekak stalnica, sploh pri glasbenikih srednjoči, ki se prek domu vozimo. To je bilo na začetku decembra. Ideja je padla, da bi to z ansamblom Stil posneli, ki so me nekaj let že nazaj prosili, da bi kaj skupaj ušpičali. In seveda mi ne bi bili čuki, če ne bi takoj seveda šli v akcijo. Čez en teden smo bili že v studiu, smo pesem posneli. 14. decembra smo v Grosupljem snemali video spot, ko je bilo po noč -2 stopinje, tako da v spotu, ko boste videli, koliko smo lepo poletno razporsajeni, ne iz ustca nam kadi, če dobro gledate. Potem pa smo rekli, kdaj bi pa pesem išla, smo rekli, to bo namest novoletne čestitke našim poslušalcem in smo res v bistvu v enem mesecu od 0 do 100 je bil komad narejen in take stvari so ponavadi se kar dobro obnesajo. Ja, lahko bi rekli skoraj da direkt v živo, glede na to, da ste tudi silvestrovali oziroma da običajno silvestrujete, pa se potem najdete na pumpi, če je to res tisti kraj srečanja, ne? Zelo velikrat tudi druge glasbenike lahko tam opaste sred noči, vsi zmahani, hodimo po tako mečken parkedomu, tako malo bolj po ovinkih ponavad in sicer tam se ponavad tudi srečamo, si kakšne izkušnje izmenjamo. Enkrat je bilo, da smo 3 različni glasbeni vrstniki, glasbeni, eni rockerji, narodnaki, pa čuki, smo tam pod nanosom na Raubor komandi, smo celo inštrumente vzeli in smo skupaj dan pričakali, ker se je na nanos porožarek pokazal, smo pa nehali. Ja, to je tista, ne? Pošteni ljudje pridejo po dnev domov. Ja, tako, ja. Odlično, in tudi tokratna zgodba na pumpi ni imela samo stilov pa čukov, ampak se je zbrala kar ena taka lepa druščina. Celo policijo ste dobili za vrat. Ja, pesem ima res tak ful posrečen besedil, dober. Ena zgodba, oziroma zgodba 3 ljudi, enega igra Ranko Babič, ki v šlafroku pride nas iz stanovanja, ker smo pač preveč na harmoniko špilali, pa preveč ljubitelji domače muske in seveda kdo drugega, Ranko Babič pride v sjezen noten in nas natera, še policijo nam je na vrat nakopal, to seveda v pesmi, a ne. Ranko ta tudi v spotu vidite, potem lahko vidite v spotu tudi Gašparja Berganta, Fejmiča, komika, ki nas je z ene vinske kleti pri Španu napodil, in pa Nino Cestnik Pavlič, ki nas je pa napodila z enega lokala, ker smo tudi bili, nismo bili zadosti fini za une dame, ki jih igrajo, pa še Ajda Mlakar, pa Janja Vlaga, pa Jasna Kuljaj, tako da spot se vsekakor splača videti, ker je res tak hecen, pa tukaj ga lahko vidiš, pa kakšno stvar noter odkriješ. In kot pravite v komadu, družba ta prava, dobra zabava, muska, več pa ni. Naj to zdrži tudi na naših valovih. Za dobro jutro, 7:45. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata v ustvarjalni glasbeni svet našega današnjega gosta, Jožeta Potrebuješa, ki navdušuje svojim znanjem, svojo glasbo, svojimi oddajami, pa tudi svojim nalezljivim nasmehom. Jože, tale nasmeh je en tak vaš zaščitni znak. Odkot pravzaprav ta večna dobra volja? Ne vem, če sem vas kdaj videla pravzaprav grdogledega. Ma to so mečken napihnali, te humoristi, Tile Nartač, pa to, da se jaz skozi režim. Jaz ne vem, če bi moje doma vprašal, a sem res toliko zmeri nasmejan, je pa res, da tako, da bi bil pa zoporen, pa tečen, sem pa res malkrat v življenju, ker se mi zdi pa to tako nepotreben strošek v življenju biti tečen, oziroma da se te ljudje najprej potem zapomnejo, da si ali zaderčen, ali ne vem, nespoštljiv, recimo, ne. Jaz imam v življenju res velikenih prijateljev, velikenih ljudi, s katerimi to dobro voljo tudi lahko podoživljam, veš, ker kaj ti nuca dobro voljo, če si sam dobre volje, veš, fajn je, da so tudi ljudje okoli tebe nekako dobre volje, to se mi zdi bistvena stvar. In to je eno od poslovnih poslanstv muske nasploh, čukove muske pa sploh.
No, zdaj omenili ste Čuke, po njih vas najbolj poznamo po druženju s kitaro in uspešnicah, ki ostajajo, ampak kolikor vem, čeprav je kitara zmagala, pa ni bila vaša prva glasbena spremljevalka. Ne, jaz sem se z muziko začel ukvarjati na ta način, da mi je pri 4 letih Sveti Miklavž prinesel svojo harmoniko, ker je menda nek slišal, da imam neke talente skrite. No, ampak to mi je prinesel na tako mičkeno harmonico, ki še pol tonov ni imela. In če vprašate sovaščane v vasi Podolnica pri Horjulu, to je dobrih 50 km stran ali pa še tone, če bi se čez hrib s kolesom zategnil, sem mende cele dneve vadil na tisto harmoniko in sem znal vse, kar se je takrat po radijskih postajah sukal, sem znal vse na tisto harmoniko zašpilati in potem sem hodil po vas, mende, čeprav zdaj mi je narodno, če to pomislim, če je to res, in sem ljudi za rokav rekel, da pridejo zvečer na moj koncert, jaz sem stopil na Peč in sem pol imel nastope. To se mi zdi odlično. Tako govorijo, ampak jaz se tega res ne spomnim in se mi zdi skrajno tudi butaš, če sem to delal, da sem toliko rad nastopal. Čeprav zdaj se ne rečem, da ne rad ne nastopam, ampak da bi pa lih ljudi za rokav vlekel, da me pride poslušati, to pa ne. Ja, nekako je treba začeti in očitno so bili pri vas začetki dobri. Ta prvi s harmoniko, potem pa s kitaro. Ta je namreč na zelo pretkan način prišla v vaše roke. A poveva še to zgodbo? Dajva povedati najprej še to, da je potem od tega Svetega Miklavža pa so starši videli, se res je neki glasbenega talenta v tem fantu in so me seveda upisali v klasično glasbeno šolo za klavirsko harmoniko. Ta inštrument oziroma ta način poučevanja, ki je bil včasih v glasbenih šolah, je pa mene tako odbil od glasbe, da sem rekel, da se itak nikoli več ne bom z nobeno muziko ukvarjal, ker smo skozi tiste ruske balalajke pa une proludije špilali, pa to je bilo meni čist smem. Jaz sem hotel pa Avsenika špilati, pa Mače Kožaklu, pa te napeve ali pa Bitla recimo, ali pa kaj tazga. Kje, jaz nisem po glasbeni osnovni šoli 6 let ni znal enega tazga komada zaigrati skoraj, no, razen tisto, kar sem se sam učil. In potem sem rekel, nič ne bo s to muziko, oziroma ni bilo. Pa tudi pri naši bajti je bilo tako, da muzika, tako ukvarjati se z muziko, to je brez veze, to je treba delati, to je treba drva pospravljati, to je treba konkretno. Seveda, ne pa muzika, to že, da se človek malo zamot, pa to tisto glasbeno šolo naredi, pa je, ne. No, in ko sem jaz že čist obupal nad glasbenim svetom, čeprav poslušal sem pa vedno z največjim užitkom muziko, sem se pa spomnil, jaz bi kitaro igral, ker Beatli so imeli kitare, a veš, ne, jaz sem bil pa največji fan Beatlov takrat. In kako bi jaz prišel do svoje prve kitare? Seveda, če jaz rečem zdaj doma, jaz pa zdaj ne bi harmoniko špilal, jaz bi pa zdaj kitaro špilal, bi rekel, ati bi rekel, kaj se pa zdaj ti zmišljuješ, pojutrišnjo boš pa klavir, ali kaj. In moja sestra je pa tudi tako neki se z glasbo spogledovala pa to in me prosila, če bi jaz bil njen bergnerski botar. In sam to sem čakal, ker sem jaz potem za darilo za bermo kupil kitaro. Melodija, tako akustična na plastične strune, dosti dobro, moram reči, sem kar nekaj enih prihrankov noter zmetal in sem mi dal tisto kitaro, se še spomnim sredi dopolne, takrat smo prišli od Maše. No, in od tistega do poldneva, pa do dneva, ko se je ona poročila, ona enega dneva ni imela tiste kitare v svoji sobi, ampak je bila vedno pri meni. Na njo sem napisal res na desetine hitov, od Krokodilčkov do Zobarja, od recimo Pozdrav s planin do Greva gor v hribe. Ena taka kitara, ki ni bilo ne vem kaj uredna, ampak vedno sem jo rad, tako, jaz rečem temu štrpac kitara, kaj jo flikneš v avto, pa ti jo nič ni škoda. No in to kitaro je potem, ko se je Magdi ženila, jo je dobila še enkrat za poročno darilo. Od takrat je bila pa res njena. Ampak je bila pa tale kitara dobra investicija, je bila potem tudi del prvega benda, samo da najdem... A kako se je imenoval? Alkotest, ja. To je bila pa tudi posebna zgodba. Namreč jaz sem potem vmes še na željo domačega župnika obiskoval
glasbeno šolo za orgle cerkvene, in sicer me je celo gospod Trošt, ki je pred nedavnem umrl, ena taka legenda tega, ene parkrat imel, ampak ni bil prav navdušen nad mano, sploh zaradi tega, ker pri nas doma tudi ni bilo klaviatur, da bi jaz res to redno vadil, ampak sem mogel v cerkev hoditi in si predstavljate to sred zime, kako je to izgledalo, tista mrzna cerkev na Dobrovi, mene je tako zebelo roke, pa že tako me je bilo vedno strah v cerkev sam biti. No in potem pa, pred vojsko smo se pa dobili 3 fantje, 3 pa polno, ker en je bil občasen član in smo imeli ansambl Alkotest. Alkotest se je imenoval pa zaradi tega, ker nihče od nas ni pil alkohola in smo žgalene pesmi od Beatlov do Rolling Stonesov, od slovenskih zabavnih do narodno zabavnih pesmi, smo imeli celo 5 nastopov, potem je pa prišla vojska, najprej za Marjota Bobnarja, potem za mene, in je vse skupaj razpadlo. Ko sem pa je šel v vojsko, se pravi, to je bilo leta 87-88, ki je še v jugoslovansko vojsko, sem pa dol spoznal Markota Vozla, kjer sva že začela tudi malo muzicirati. Po drugi strani je pa k mojim staršem, ker sem jaz bil v vojsku, je prišel Marjan Malovrh iz Smrečja pri Podlipi in pa Vinko Cankar, ker sta nek slišala, da je neken fant, niti me še nista videla one dva v živo, ampak mende je en kitarist, ki skače po mizah, pa je ful, ne bom rekel, niti tok nadarjen, kukar pa voljan igrat, pa to, in sta me kar pri starših mojih, ki sploh se nič nista znala zmenila, sta kar rekla, ja, bo on pri vama špilal, polkov prišel z vojske, to verjetno zaradi tega, da nam kakšne druge neumnosti počel. In sem prišel tam in sem se kar naenkrat pri čukih znajdel. Ja, to je bila odlična odločitev staršev, in če sva že pri obujanju spominov, potem si jih bova zdajle nekaj tudi privoščila. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Jože potrebuješ je naš današnji gost v Sorini radijski klepetalnici. Z njim smo obujali spomine in z njim bomo v nadaljevanju tudi ustvarjali. Jože, prej sem že malce spraševala, če kaj veva, koliko pesmi je pravzaprav že nastalo pod vašim peresom, pa nisva prišla do kakšne konkretne številke, ne? Ker je navdiha kar precej. Veš kaj, še za videospote ne vem, koliko jih imamo, ker mi smo bili tudi eni od pionirjev, ali pa ne kar pionirji slovenske videoprodukcije, če se spomnite unih legendarnih prvotnih videospotov, kot so recimo Ta vlak, Zanzibar, Krokodilčki, seveda so bili prvi, Kavbojci in Indijanci, Zobar in tako naprej. To takrat je bilo to tako, da niti še nisi vedel, kje lahko videospote sploh vrtiš. Televizijskih oddaj še ni bilo, YouTubea še ni bilo, ampak nam se je zdelo od nekdaj ful dobro fora videospote snemati in imamo res kar veliko legendarnih. Ene par od teh je celo tudi v Škofji Loki posnetih, recimo 100 na uro je tlele posnet, prav v teh okoliših, pa še ene par. Tako da vedno, ko jaz pesem pišem, jaz jo že vidim, kako more na koncu tudi v videospotu izgledati. Ne vem, sem pač malo tudi televizijski tip, od nekdaj mi je to, in iz tega so tudi recimo potem iz te ljubezni do videospotov oziroma do videoprodukcije so potem se tudi razvile ene oddaje, kot so, ne vem, Rivič Pepe, Na zdravje, Raketa pod kozovcem in tako naprej. No, ste tudi pionir, lahko rečeva, oziroma nekdo, ki je dal slovenski narodno-zabavni glasbi mesto v televizijskem tistem prime timeu, ne? Kolikor vem, vas je precej jezilo, da se niste kot narodno-zabavni čuki, potem ko ste izdali svojo prvo pesem in pometli s konkurenco na festivalu, mogli predstaviti v tej narodno-zabavni različici. Ja, zdaj seveda bi bil maksimalno jaz krivičen, če bi rekel, da tega nekoč že ni bilo v času Mita Trefelta oziroma v času največje slave Avsenikov, Slakov in tako naprej, ampak to je bilo nazaj 40-50 let nazaj, je bilo tega tudi na televiziji kar nekaj. Potem je pa narodna zabavna glasba začela ne samo pešati pri popularnosti, ampak predvsem tudi pri ustvarjalcih, vse je šlo bolj na pop in tako naprej. Meni je šlo pa to res mečko na živce, zato smo tudi leta 2000 pojavili Čuki, ker smo že prej tudi, kljub temu, da smo bili zabaven ansambl, smo že prej tudi velikrat kaj v roke kakšno harmonko vzeli in se spomnim tlele po tem vašem koncem, recimo tlele
v Gorenjvas, v diskotekah, na Trebiji, pa tako. V diskotekah smo že večkrat tudi takrat špilali harmonike, ko je bilo to še nepojemljivo, to se takrat mislili, a se nam je čisto zmešalo. Ali pa recimo po največjih rokerskih plesiščih, med drugim seveda, ob bok tudi kakšnim rokerskim uspehom. Pač muska je muska in jaz vem, kako se je takrat ljudem čisto strgal. In smo rekli, zakaj bi se človek tega sramoval. No in takrat smo res leta 2000 se pojavili na festivalu Polka in Valček z Kraljestvom naše sreče, premočno zmagali in pol sem pa jaz rekel, čakaj, zakaj se pa s to pesmijo res nikjer ne moreš pojaviti na televiziji, ne? Ampak so imeli tudi drugi glasbeniki isti problem. In ker je bila ta muzika tako nekako zaničevana, sem se pa tudi jaz, pa tudi drugi so se kar dost angažirali in če pogledamo zdaj recimo dobrih 20 let zatem, pa še prej recimo v zadnjem 10, 15, 20 letih se je na tem področju res toliko spremenil, da je spet začela tudi mladina špilati in poslušati narodno zabavno muziko, kar je bilo nekoč, recimo, ne vem, tam okoli leta 2000 praktično nemogoče, da bi ti videl eno mularijo, da špila recimo na maturantskem plesu na harmonko. Ni bilo šanse, to si bil mečen čuden, nekateri se tega še spomnite. Mladini je pa danes to čisto normalno, da recimo, ne vem, na Spring Breaku je pol narodno zabavnih bendov in so ta največje žurke točno na tem. In tle smo Čuki tudi kar veliko pripomogli k temu. No, ste pa Čuki, lahko rečemo, bend za vse generacije, od tistih malih do največjih. Je tukaj le kar konkretna razlika pri ustvarjanju za najmlajše kot za odrasle, pa pri obojih ste uspešni, Kako vam uspe prepričati mularijo, ki je najstrožji kritik, da vas tako vzame za svoje in da vaše komade, takoj ko pridejo ven, zna na pamet, naprej in nazaj? Ja, to je pa še en poseben fenomen, za katerega pa niti nismo toliko krivi mi, kakor so pa res poslušalci. Recimo, ko so prišli ven Krokodilčki leta 92, 93, to je bil seveda vse slovenski hit, ampak Tamali so pa čisto znoreli. Pa sploh ni komad za otroke pisan. Tudi pri nekaterih drugih pesmih se je tako zgodilo. Pri mnogih, kot je Zobar, kot so Kavbojci in Indijanci, kar nima veze z otroškim tekstom, ker je v bistvu politična satira. Ampak sej, a veste, tudi Michael Jackson je imel ta hudo publiko, so bili otroci konc koncev, veš. Ampak niti ni bilo to na začetku toliko namerno, ko so nas potem z televizije poklicali leta 93, da sem naredil avizo za eno igrico, ki se imenovala Hugo. Se spomniš ti, Jana? Se spomnim. No. Kako že je kdo doma? Ja, točno to. No, in to je bil takrat tak velik hit, da so pa itak seveda Tamali čisto znoreli. Potem je prišel naslednji velik hit otroški, zelo po naključju, kajti takrat sem jaz imel Tamale, mislim, da je bila takrat Eva stara 1 let ali 2 let in smo šli na morje in smo se enkrat hecali, da gremo na morje in bomo Tamalo naučili plavati. Mi gremo pa na morje se plavati naučiti in to je bil spet tak mega hit, oziroma to lahko že rečemo, da je ponarodela zimzelena otroška pesem. Potem je prišel Huba Buba, potem so prišli pa že te mal novejše pesmi in seveda iz tega je potem nastal tudi znameniti in zdaj že legendarni Ribič Pepe, ki je na nacionalni televiziji že 15 let najbolj popularna otroška serija, pa tudi mislim, da najbolj popularen otroški lik zadnja desetletja. Z Igorjem sva pa tudi ustvarila ogromno njih televizijskih vsebin. In pa potem seveda vse ostale pesmi, kot so Mravljice, pa Koko, ki je itak obnorela Slovenijo, pa unika nimajo otrok, niti ne štekajo točno, zakaj se gre. Še jaz to čas ne štekam, ampak pesem ima res eno tako čudežno moč, zato je tudi najbolj gledana slovenska pesem na YouTubu. No, omenili ste Igorja, on je slikar, on je mojster, ki zna narisati v trenutku, karkoli si mularija zaželi, ampak tukaj pa velja omeniti še nekaj, tudi sami zelo, zelo dobro rišete. Bil sem res svoje čase, ni hecal, sem bil res dober risar in sicer v bivši Jugi sem bil celo, ko sem bil v 7. razredu, poslan v Smederevsko Palanko, kje je to, takrat se mi sajnali, nismo z vlakom šli dol kot eden izmed 3 najboljših slovenskih risarjev.
Ampak, ko sem doma izrazil željo, da bi ja šel mečkaj na kakšno bolj umetniško smer, doma niso bili preveč navdušeni, ati je bil le strojnik in to je treba iti za strojnika, ne? Tako da sem pa potem čez leta, ker prej pa zaradi glasbe in vseh ostalih stvari, tudi športa, s katerim sem se vedno ful rad ukvarjal, tudi nisem imel ta pravega cajta, da bi to kaj bolj razvijal, čeprav sem narisal cele stripe včasih. In kaj je bila ena, to vam lahko zdaj povem, pa lik zadnjič me je ena sošolka, ki me je srečala na enem špilu, prišla povedati prav, a veš, da imam jaz še vedno tvojo sliko v spominski knjigi. In pa smo se pogovarjala, da sem jaz imel v šolski, ko smo imeli take omarce, jaz sem imel vedno 20, 30, 40 spominskih knjig, ki so čakali v vrsti, da jim bom jaz narisal svojo risbico in pa kakšen stih napisal. Tako da to, kar sem do zdaj govoril, da jaz praktično do vojske nisem nobene pesmi napisal, to ne drži. Namreč v spominske knjige sem vedno napisal kakšen tak stih, da so vsi ga potem kopirali. Veš, takrat se spomniš čas spominskih knjig. Se spomnim, smo jih imeli vsi in prav malo me jezi, da je danes nimam s seboj, pa mogoče kdaj drugič. Če sva že pri mogoče, pa še ena, ki pravi točno to. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Z Jožetom potrebuješ, klepetamo danes, ja, ne bo nam še zmanjkalo tem za pogovor, nam bo pa kmalu zmanjkalo časa. Jože, kar nekaj čukovskih smo že slišali danes, zdaj, a vse hite znava zapet brez plonk listka, glede na to, koliko se jih je že nabralo, ali sem pa tja poškiliva kakšno besedilo? Te, ki jih jaz pojem, jih po večini znam, ampak še ta hude hite, ki se jih je, hvala Bogu, skozi desetletja res že ful nabral. Če pa ne, ti pa povem, da vedno med ljudmi se najde veliko ljudi, ki pa naše pesmi poznajo, še une, ki so bile včasih na kasetah pa na CD-jih, ki so cele kasete znali na pamet, res naprej in nazaj, in to je včasih prav lepo videti. Škoda, da teh CD-jev ni več, ampak je pa zato na YouTubeu vsa naša diskografija. In zdaj se lahko pohvalim, da pesem Na pumpo, ki sva jo danes že slišala, je v tem letu daleč najbolj popularna pesem v Sloveniji, ne samo od slovenske muske, in gre zdaj že kar lepo proti milijonu, da pa o pesmi ta traktor sploh ne govori, da ta je pa itak en fenomen in bo pa zdaj tudi v dobrih 2 mesecih imela že 2 milijona ogledov, to pomeni, da so to kar ta prave stvari. Ja, glede na število ogledov bo zdaj počas za kaj novega, Jože, že nastaja, a so noči zdaj zadosti nemirne, da nastajajo pesmi in jutra taka, da poslišanem rečete, tole je pa dober, tole mu pa ponucal. Jaz imam vedno v rokavu oziroma na telefonu veliko materijala posnetka. Enkrat se mi je celo zgodil, se je celo poslajcengih pisal, ti se mi je res dela ena taka osebna katastrofa, ker sem dol po slovenski obali, sem veslam dol, veš, imam kajak in vsako jutro grem iz Izole v Piran, če je le tako normalno vreme, in potem, ko pridem v Piran na Punto, vzamem telefon ven in pogledam, kdo me je klical in kakšen message napišem, odpišem in tako naprej, in enkrat pride za mano en velik čovn in se mi kajak zamaja in mi je telefon v vodo padel. In to še tak telefon, ker nisem imel še v iCloudu teh vseh melodij posnetih. In je šlo tam enih 120 dobrih komadov v franže, razen tiste, ki sem se jih že prej zapomnil kot na pamet, ki so bili res, recimo, ena od takih pesmi je bila, recimo, če se od spominov da živeti, ki je bila tam na telefonu, pa sem jo še vedno se spomnil. Ena parih je šlo pa za vedno dobesedno rakom žvižgati. Pa je, po vseh teh letih v muski, po toliko hitih, še sploh možno biti inovativen, odkot navdih, odkot ideje? Jaz res s tem nikoli nimam problemov, jaz se s tem sploh ne obremenjujem.
Tudi recimo zelo ful dobra fora je bila zdaj, kdo je bil v soboto na Ladotovi predstavi, ta slovenska muska, so se v bistvu z tega lih malo norca delali, da jaz čisto za vsako stvar, ki mene preleti v dnevu, ali je to od jutra do večera, ali je to kadarkoli, napišem svoj komad, da se je težko že spomniti kakšno temo, da jo jaz nisem opisal, ampak enostavno mene če stvar do te mere zintegrira, da se mi zdi fora, se zna seveda zgoditi, da jo tudi v pesmi dam ven. Je pa tudi res, da imam jaz, da dam samo tiste pesmi ven, ki se mi zdijo vredne obstoja. Jaz imam še veliko enih idej, ki sem jih v bistvu zbrisal, ki jih nisem nikoli realiziral. Imam pa zdaj res par komadov še takih napisanih, da se prav veselim naslednjih let. Pomladi se spet vidva tukaj, Leana. Aprila vam bom prinesel eno tako bombo, boste videli, da še pumpa bo počepnila takrat. O, Marija sveta, se že veselimo. No, sicer pa je še eno zanimivo dejstvo pri pisanju komadov, ki sem ga našla v vas. Ste edini slovenski muskontar, ki mu ne morejo očitati plagiatorstva. A res? Ja, tako piše, tako pravijo, da ste baje tako natančni, tako sitni, tako zoprni sami do sebe, da komad 200-krat preposlušate, da ne bi bilo slučajno kaj od koga že slišanega. To je pa res. To me pa pri mnogih slovenskih avtorjih že od nekdaj rečem moti, da pustijo ali pa to za nalaž delajo, še zdaj nekaterih ne štekam, da takoj na prvo rundo veš, da je to, kje je vzel idejo, kje je vzel melodijo, pa to mečkaj skupaj zmiksajo, pa nekaj naredijo. To mi nikoli ni bilo. Sej ne, da jih obsojam, ampak jaz tega res nikoli nisem počel. Zaradi tega tudi vedno jaz, ki pesem napišem, pa predno gre ven, jo dam za poslušati mnogim ljudem. Moji prvi kritiki so sicer doma, potem so seveda tudi čuki, z njimi se tudi vedno pogovorimo. In če mi na kaj liči, ki se temu reče, mi takoj ali gre spremeniti, ali pa kar vse skap zbrišem, pa je. To me pa res moti, da se šlepaš na znanje drugih. No, zdaj, če sva že pri miksanju, tudi na tem področju imate zelo zanimive zgodbe in kombinacije. Menda jeste baklavo pa jogurt. Jaz imam v življenju par čudnih navad, rutin, z mano se iti v štih, ni tako enostavno. To je ena taka, meni se zdi sama baklava imenitna stvar, ampak se mi zdi presladka. In potem sem se spomnil, da tekoč jogurt zraven zlijem in to zmiksam. Probite, boste videli, to je nepozabno. Res, kdor proba, pol od tega ne obstane, mislim, vedno tako je. To sem se pa v bistvu že takrat, ko sem bil v vojski, dol v Črni gori, sem se to nekako mi je to prišlo na misel in še zdaj to uporabljam. No, če smo že pri sladkih stvareh, pa glede na to, da je pred nami Valentinovo dan, ki je poseben tudi za vas, čeprav vem, sej naj bi se takrat na eno frej soboto tudi poročil, ne? Kako pa boste, čuki, praznovali Valentinovo praznik zaljubljencev, glede na to, da imate kar nekaj takih, ki so pa polne ljubezni. Ljubezenskih pesmi je res kar nekaj, ampak sem pa tudi srečen, da niso pa čisto vse sami ljubezenski komadi, da imajo tudi druge tematike, kot, ne vem, recimo ta zadnje dve, ta traktor ima čisto drugo ljubezen do traktorjev, pa tudi pumpa ima čisto drugo ljubezen opisano, ker bendi ali pa izvajalci, ki čisto samo ljubezni bojo, se mi zdijo pa tudi malo dolgočasni, oziroma se mi zdi dolgočasno same ljubezenske izvajati. Ampak moramo reči, da pred tem Valentinovom bo še pust, moramo še pusta skozi dati, potem je pa Valentinov, kjer bomo imeli tudi par nastopov, takih bolj sicer unplugged koncertov. Tam pa pridejo potem do izraza tiste mečkom bolj umerjene, kot so Šalala, Ti luna nagajiva, če se od spominov da žive. Teh imamo tudi veliko. Se spomnim, ena večjih hitov na radio Sora, še kaj bil Žireh, je bila ena pesem Krka. Ti se jo ne spomniš? Kako se jo spomniš? Seveda se jo. Saj imam kakšen petek več, kot bi mi človek morda prisodil. Zgleda, da ja. Čeprav smo prej ugotovili, da smo mi, čuki smo parjani na maturantskem plesu igrali. V Kranju. Res je. Je bilo že takrat lušten. Tako da, za Valentinovo meni ta praznik v življenju kaj veliko napomeni.
razen to, da sem se pač lih takrat uženil, ker je bila edina prosta sobota. Se pa spomnim, ko sva se z Andrejo pelala tako v največji tajnosti na Zemonu, sva se poročila, civilna poroka, sva šla tja povedati tako, da na usličejo kdo zvedel, in vem, da je bilo takrat, sva naštela 24 kamionov je bilo podrtih, kaj to pihala burja, si predstavljam, sem rekel, kam midva tole greva, ne vem, če je tole dober znak, da jo se kar obrniti, pa midva iti nazaj. Pa Andreja ni bila za to. Ja, se je očitno izkazalo za pravo odločitev, glede na to, da še vedno dobro vozita oziroma sta zgled vsem parom od blizu in daleč. Ampak več o tem, o vaši ljubezni do zgodovine, o ljubezni do športa, pa še kakšni malenkosti, pa kaj rečeva, v naslednji oddaji prav kmalu spet na naših valovih. Z veseljem, do takrat pa še kaj, se vidimo na kakšnih špilih, letos bomo spet v Gorejvas, pa dosti bomo tudi po tem koncu, tako da pridite na kakšen špil, takrat tam je pa še najbolj lušten. Tako, zaključujemo pa z eno po mojem izboru, zagotovo pa ne bo imel čisto nihče nič proti.